Pozdravljeni. Porod je eden najbolj intimnih in hkrati najbolj medicinsko zahtevnih trenutkov v življenju. Slovenija sodi v sam evropski vrh po varnosti porodov, hkrati pa o porodni izkušnji ženske danes veliko govorijo, tako s hvaležnostjo, včasih tudi z razočaranjem. Kje so meje želja, kje je odgovornost medicine? In zakaj je zaupanje pri porodu tako ključno? Moj gost je magister Gorazd Kavšek, predstojnik Porodnišnice Ljubljana in dolgoletni vodja porodnega bloka. Človek, ki je bil pri tisočih porodih in dobro ve, kako tanka je včasih meja med idealnim porodom in nujnim reševanjem življenj. Pozdravljeni, dobrodošli. Dober dan, hvala za povabilo. Ja. Z veseljem. Že v uvodu sem povedala, da ima Slovenija zelo dobre kazalce glede varnosti porodov v Evropi. Na kakšen način lahko torej Slovenke vse rojevajo? Kakšni tipi porodov so jim na voljo in ali nas to uvršča v bok Evropi in svetu? Mislim, da smo še zmeraj lahko kar hvaležni, nekako smo uspeli oziroma so uspeli tudi moji predhodniki v preteklosti nekako zgraditi en precej robusten in dostopen sistem za vse nosečnice in porodnice in mislim, da te rezultati so odraz ene take kompleksne zgodbe, ki je nastajala desetletja. Za kar smo včasih malo v skrbeh, da jo ne bi pokvarjala v tem kontekstu in ker te rezultati, ki so prišli, so odraz, bom rekel, dolgoletnega pravilnega dela in ko se zrušijo, je težko včasih ugotoviti, kaj je tisto, kar je šlo narobe. Predvsem pa mislim, da ta neka dostopnost vsake naše nosečnice do sistema z vsemi najmodernejšimi presejalnimi testi in oskrbo je pripeljalo do teh rezultatov, ki lahko rečem, da niso med najboljšimi v Evropi, ampak med najboljšimi na svetu, če gledamo kot celo državo in se primerjamo z rezultati vse povsod. Seveda pa moramo biti kar zelo ponižni in upati, da seveda se z novimi razmerami v svetu, življenju, potrebami, te stvari, ki so zelo subtilne, ne razrušijo in se začnejo kazati drugače. Načinov poroda seveda je veliko, čeprav za moje pojme to niti ni tako važno, je bolj stvar popularizacije oziroma trenutka, kaj kdo doživlja in si misli. Mislim pa, da je tisti porod, ki je pomemben, bolj porod po meri vsake ženske. Vsaka ženska po svoje doživlja dogajanje, po svoje to doživlja svoje telo, na kakšen način se giba, kaj lahko nudimo in ne nudimo. Niti ni tako bistveno, zdaj vi rojevate v vodi, a lahko hodite levo, desno, gre bolj za to, da je v sozvočju z vami. In tisto, kar mogoče zadnja leta skušamo dodajati, je raven to, da nekako skušamo še bolj prilagajati nekim drugim stvarem, ki niso strogo medicinske. Če mi strogo medicinsko, tisto, kar si mi želimo, seveda je zdrav otrok, zdrava ženska. Obenem pa zdaj zelo pomembno postalo, že dlje časa, seveda tudi samo doživljanje in ne samo, da je zdrava ženska in zdrav otrok v fizičnem smislu, ampak tudi seveda v smislu počutja, doživljanja, da ne doživi prevelikega stresa. Za nekatere ženske, nosečnice, porodnice je porod zelo, zelo stresen dogodek in če se ne obrača v tej smeri nekih pričakovanj, je včasih lahko tudi stres in v skrajni obliki povzroči tudi posttravmatsko stresno motnjo, ki v bistvu je razlog mnogih težav in tudi negativnega doživljaja samega poroda. Tukaj želimo veliko delati, veliko dela nas tudi še čaka. Včasih je težko sistem prilagoditi, ki ima svoje omejitve na tiste individualne principe. Ja, ker včasih se
zgodi ali pa pogosto pridejo porodnice s svojim porodnim načrtom, potem pa se med porodom izkaže, da se ga ne da izvesti njenega porodnega načrta, seveda zaradi varnosti otroka in porodnice. Kaj so takšni trenutki, ko potem rečete, ok, smo poskusili tako, ampak v tem primeru pa gremo reševati življenje? Ja, so pač neki momenti, na katere smo mi pozorni, pa moramo biti mi pozorni, niti ni strašna potreba, da se sama porodnica absolutno zaveda teh stvari. To je naša odgovornost in naša odgovornost je seveda tudi, da jim na primeren način te stvari predstavimo. Mogoče v mal daljni ali pa srednji preteklosti je bilo malo manj pozornosti na te momente in so potem vsi te porodni načrti mogoče malo izhajali iz nekega fiktivnega sveta ali pa z nekega sveta, ki ni od tukaj, iz drugih kultur. Tako da mislim, da je pomembno, da smo se, in verjamem, da smo se vsaj v zadnjih letih precej se odpiramo v tej smeri, da skušamo v resnici pristopati na ta način, da se že malo prej skušamo uskladiti ta naša pričakovanja in naše možnosti. Danes je družba taka, da ima neke kar instant zahteve velikrat ali pa neke predstave, ki se ne skladajo čisto z realnostjo ali pa neke zgodbe iz nekega čist drugega okolja in v bistvu večino konfliktov ali pa nekega nezadovoljstva povzroča ravno to, bi rekel, neko neusklajenost med tistim svetom, v katerem smo, med realnostjo, v katerem živiš. Seveda si želiš nuditi čim več, kar je možno, ampak vse ni možno zaradi raznih omejitev. Mogoče smo v preteklosti lažje sprejemali te stvari, smo se hitreje sprijaznili, ne vem, če hotelska soba ni bila lepa, kakor zdaj. Danes se pa da tudi na to velika, kar pa je mogoče v nekem javnem zdravstvu lahko malo omejeno, pa ne mislim, da je to slabo. Ker tukaj lahko potrošimo enormne količine denarja za stvari, ki so ali pa tudi niso toliko pomembne, bolj je zato, da ti sprejmeš neko zgodbo in te tisto ne zmoti toliko, da bi v bistvu vplivali na samo tvoje občutenje in potek poroda. Tako da mislim, da en pomembnejših korakov, ki smo jih naredili v zadnjih letih v tej zvezi, je nekako smo uvedeli en tak pogovor z babico, kar je bil kar zalogaj, ker to nekako ni nekako obračunano oziroma ni bilo nekje v sistemu zastavljen. Nam se je pa zmeri zdel dober, da gospa ima priložnost, pride se pogovori z nekom, ki bo dejansko z njo, ne z neko fiktivno zgodbo, ne vem, ki je v nekem tretjem, četrtem svetu. In seveda potem se vidi, da tukaj pri nas stvari malo drugače poteka. In imamo zelo dobre izkušnje, odzive in vsakrat pride nekam, ki saj malo pozna stvari, in je ta občutek stiske, stresa, anksioznosti bistveno manjši, če si ti imel priložnost videti neko okolje, se v enem prijetnem ali pa v bistvu terminu, ki ni zelo časovno obremenjen z minutami, v bistvu ogledati v miru, pogovoriti, kako izgleda, in potem mislim, da večina teh, ki potem pridejo roditi, so bolj pomembne, tudi če nima, ne vem, luksuzne sobe ali karkoli že. Karkoli že pričakujejo, pač od tega. Sej, mislim, da večina ni s tem preveč obremenjena. Je pa res, da je potem sama porodna izkušnja tako zelo drugačna od tega, kako si prej zamisliš, da bo. Tako da je res potem, so ene čist druge stvari pomembne, takšna je saj moja izkušnja bila. Čedalje več je tudi starejših nosečnic. Starejše nosečnice verjetno imajo nekatere tudi kronične bolezni ali pa kakršnekoli druga stanja. Ali to predstavlja kakšen izziv za porodničarja, za babico?
Absolutno, ne? Absolutno. Starost se je v zadnjih desetletjih dvigala, čeprav zdaj smo nekje na nekem platoju, vse to je na koncu razumljivo, ker evolucijsko še zmeraj se ni bistveno spremenila sposobnost zanositi in rojevati, ne, v tem okviru, tako da sem ravno pogledal, neka povprečna starost je zdaj že par let 31,7, ampak to mogoče ne pove vsega, ne. Seveda je pa ta skupina zelo starejših nosečnic večja. Tudi medicina nekje malo bolj obvlada kronična obolenja, tudi po transplantacijah ledvic in podobnih zgodb, kjer v resnici včasih so precej bolj rigorozno svetovali nosečnost ali pa taka ženska niti ni mogla zanositi, zdaj je precej večji delež takih bolnic za nekimi kroničnimi, tudi relativno hudimi obolenji, ki pa so dobro v resnici obvladovana in se nekje upamo iti tudi v nosečnost in jo multidisciplinarno pač speljati. To je kar velik izziv, zanimivo, seveda prinaša veliko odgovornost in tveganja, ampak imamo mnogo uspešnih zgodb, ki iz tega izhajajo in nekje omogočimo pol vseeno neko uspešno zanositev, donositev in tudi porod. Verjetno to ni bistveno drugače kot drugod po svetu, so tudi starejše, verjetno. Tudi posebej razviti svet, verjetno, kjer je pač se ta starostne meje so se dvignile, ne, naša pričakovanja življenjska so se spremenila, ne. Odločitve za nosečnost in otroke se ponavadi zamikajo kar daleč v neko drugo življenjsko obdobje in prinaša to določene pač težave in seveda so pa tudi želje, zahteve in pričakovanja tudi rastejo, tudi starostjo rastejo, tudi naša pričakovanja, na kakšen način želimo doživeti samo nosečnost in porod. Ne. Ali se veliko porodnic odloči za uporabo epiduralne analgezije, se pravi za lajšanje bolečin? Ja, veliko. Mi imamo zdaj delež tam nekje 35-40% oporodne analgezije z epiduralno analgezijo. Zelo velik delež je tudi tako imenovana ultiva, ta remifentanil, ne, kar je še kar naša posebnost, smo kar vodilni, bi rekel, svetovno na tem področju, zelo veliko izkušenj, zelo dobro smo se že naučili obvladati to porodno bolečino, tudi na ta način, ne. Tako da zdaj, kot rečeno, 2/3 nosečnic ima neko zelo učinkovito porodno analgezijo, tako da to se je kar bistveno spremenilo v zadnjih 15 letih. Ne. Je takšen način, ko dobi porodnica epiduralno, za vas težji kot osebje, morate biti bolj pozorni? Težko rečem, če je težje, no, seveda rabimo več osebja, ne. Ja. Anesteziološka ekipa je okrepljena, to smo imeli v preteklosti kar nekaj težav, ne, ampak k sreči zdaj zadnjih 10-15 let je to timsko in kadrovsko urejeno v tem kontekstu, da imamo dovolj usposobljenega osebja, ki nudijo te stvari, malo večji nadzor, seveda tudi kar se gibanja tiče in teh stvari, vse skupaj gre v tej smeri, da seveda je trend in želja ta 1 na 1, ne? Se pravi ena babica, ena porodnica, kar seveda je težko zadostiti in posebej, ker je številka tistih, ki rojevajo na dan, je precej spremenljiv pojem. Ja. Zdaj povprečno je že v redu, samo so pač vrhovi in neka obdobje, kjer ni. V veliki večini primerov uspemo nekje zagotoviti ustrezno število kadra. Včasih seveda je pa naval relativno velik, tam pa seveda so tudi neke določene težave, ki jih pa sproti skušamo razrešiti in rešiti. Ne, tako da. Se pravi, da 1/3 porodnic rodi naravno. Je to njihova želja, se ne odločijo za lajšanje bolečin?
En manjši delež damo še kakšne druge analgetike, pa dušikov oksidul, mislim, da ne tretjina, recimo 10%, bodi si ena skupina, kjer ne želijo v resnici, želijo res zelo naravno rojevati. Ena skupina je tako hiter porod, da enostavno damo kakšen kratko delujoči opioid ali analgetik. Zadnje čase je TENS v porastu, čeprav ni to neka nova metoda, smo jo imeli že zelo dolgo nazaj, ampak zdaj nekje mogoče malo bolj moderno, se tudi prav poseben kit za to lajšanje oporodne bolečine, se ni nič posebnega, ampak pač to v tem svetu se malo specializira, pa se neke stare stvari majčkeno drugače zapakira. No, ampak za neko obdobje, kjer ni prehudo ali pa kjer gre porod na ustrezen način, je včasih tudi to dovolj. Omili pa. Tako. Se carski rezi še upoštevajo oziroma si jih še želijo porodnice, da bi raje rodile s carskim rezom kot naravno, seveda v znamenju tega, da jih ne bi bolelo. Upam, da je ta številka šla zdaj dol, glede na to, da je možnih toliko drugih stvari. Ker carski rez je resen kirurški poseg. Ja, tako je. Zdaj globalno, svetovno nekje še nismo čisto ustavili te epidemije naraščanja carskih rezov, smo pa nekatere države uspele te stvari omejiti oziroma ustaviti, nekatere celo malo zmanjšati, predvsem skandinavske dežele so veliko naredile. Mi smo tukaj v bistvu nikoli nismo šli predaleč. Zmeri smo kar veliko pozornosti posvečali in zdaj smo v bistvu že 5, skoraj 10 let na nekem platoju, tam okrog 20% v Sloveniji. In v resnici trenutno se nam to ne zdi problem. Nam pa gre malo na roko, zadnja leta je mal trend med nosečnicami, nekako je mal poudarek na naravnem porodu, fiziološkem porodu. Tudi ni toliko več zahtev po nekem carskem rezu. Je bilo, po mojem mnenju, po mojem občutku, 10-20 let nazaj, malo več tega pritiska, carski rez na željo. Še zmeri se pač pojavlja, ampak to ni zdaj tako bistveno. Tako da to v tem trenutku pri nas v Sloveniji se mi ne zdi problem. Je pa to nekje v nekaterih državah absolutno grozen problem. Ne vem, posebej, če greste malo proti jugu, Turčija, Grčija in podobne stvari. Malo je tudi vezano po mojem mnenju z neko ponudbo nekega privatnega porodništva, kjer je zelo vezano pol na neke take storitve po želji, ki pa niso zmeri v korist. Vsaj ne v dolgoročno korist. Mogoče se zdi kratkoročno, pa še to bi jaz kar dvomil. No. Jaz osebno sem trenutno kar zadovoljen in vesel, ker nimam občutka, da bi bila nek pritisk na to bolj v drugo smer. Marsikakšna porodnica se zdaj pojavi oziroma nekako izrazi, da mogoče smo pa prehiter obupali, pa prehiter šli na carski rez v prejšnji nosečnosti in o tem smo se veliko pogovarjali in veliko razmišljamo in skušamo dati pač vsaki tisto možnost, da dejansko rodi. Tudi za nas je na koncev neuspeh, če je tako dolgotrajen porod in na koncu pač naredimo carski rez. Ampak seveda pa mora biti omejitev na vseh stranih, da ne pretiravaš in da v bistvu vseeno zagotoviš nekega zdravega otroka in na koncu tudi zdravo žensko, brez nekih večjih poškodb, ki lahko se zgodijo pri samem porodu. Na to smo tudi mogoče bolj pozorni v zadnjih desetletjih, ker je pač pomembno mišice medeničnega dna. Vplivajo potem na celo vrsto. Seveda življenje traja še kar dolgo potem in veliko težav iz tega lahko izvira. Starostna meja preživetja prezgodaj rojenih otrok se je močno znižala. Kako se torej vi odločite v tako imenovani sivi coni zelo zgodnjih porodov? Zdaj v moji karieri
bom takole rekel, se je znižala, no, čeprav skoraj od mojih začetkov smo vsaj v Ljubljani bliže kar na 24 tednih, a ne. Mogoče res je bilo v mojih začetkih nekje večji poudarek 28 tednov, zdaj v zadnjih mogoče letih smo to še malo spustili za kakšen teden, 23 tednov, nekje meje viabilnosti med 22 in 24 tednov, ampak bolj proti 24 tednov. Velikrat samo preživetje ni ključen problem v teh nizkih nosečnostih, ampak predvsem kakovost življenja in ta trajna obolevnost, ki lahko nastane pri takih nizkih nosečnostih, tako da nekje v teh zelo mejnih obdobjih se skušamo zelo individualno pogovarjati. Skušamo tudi zadržati kakšno nosečnost, če le gre, nekih zelo revolucionarnih metod žal ni, ne? Ampak skušamo optimizirati samo zrelost otroka, tisto, kar se da, neke bolj kratkotrajne zadeve so možne in s tem, da nekako skušamo v optimalni kondiciji tega otroka roditi v optimalnem času, kolikor gre, za seveda potem posledično vrhunsko neonatologijo, ki jo k sreči imamo. Tako da smo načelno, vse to je tudi eden izmed pomembnih vidikov zelo dobrih perinatalnih rezultatov, kjer lahko potem relativno ugodno speljamo tudi tacega zelo prezgodaj rojenega novorojenčka. Je pa seveda zelo odvisno od tega, kar sem prej rekel, take subtilne stvari, v bistvu celoten sistem perinatalnega varstva z pravočasnimi pregledi, presejalnimi testi, ukrepanji takrat, ko je to še do neke mere možno in ker te številke prezgodaj rojenih in te stvari so malo odvisne od populacije, veliko pa od tega, ali ta sistem funkcionira ali ne. In ko je enkrat številka zrušena, jo težko z enim ukrepom, ker je to več različnih modalnosti, ki nekako vplivajo na to, da je socioekonomski položaj nasploh in to malo smo v skrbeh za prihodnost, ker se vseeno ta naša relativno homogena populacija se je kar zdaj premešala, ne. Tudi, kot sva omenila, veliko malo starejši, kronične stvari. Veliko imamo zdaj tudi tujka, ne, ki pridejo iz neke čist druge zgodbe, ne optimalno oskrbljene in so pri nas bolj na zaključku te zgodbe, kjer težko vplivamo na same stvari, ker so nekje drugje ta ključen del opravljali ali niso opravljali, ne. Tako da to bomo videli, kaj bo to prineslo v prihodnosti. Se pa kar izrazito pozna, ne. Verjamem. Je ta mlajša generacija žensk, ki se odločajo za otroke, nekaj sva že omenila, dejali ste, da mogoče celo se nekatere večkrat odločijo za naravni porod. Je še kakšna specifika te generacije, ki bodo zdaj postale mamice? So drugačne od nas, ki smo rodile 25 let nazaj? Ja, to moram biti politično korekten, da smem zdaj preveč, ne vem. Verjetno so malo drugačne, ne, zdaj težko bi zdaj posploševal pa v nek koš metal stvari. Seveda vsaka generacija ima svoje posebnosti, svoje pričakovanja, zahteve, mogoče so bile včasih malo bolj v narekovaju potrpežljive ali pa zaupljive, no. Seveda zdaj živimo v času, kjer mogoče zaupanje v zdravstvu ni na nivoju, da bi se človek dobro počutil, ne? In ko se enkrat ta Pandorina skrinjica nezaupanja odpre, je težko iti nazaj, ne? Opažamo, da veliko tega zaupanja seveda zdaj temelji na nekih drugih mehanizmih, prijateljicah, skupinah, forumih.
ki pa niso zmer dobro namerni, ali zaradi nevednosti, ali zaradi nekih poslovnih interesov. To se je zdaj bistveno spremenilo. Jaz, ki sem malo starejša generacija, me to kar velikrat boli, ker veliko enih stvari, ki so malo komercialno usmerjene, pa niso v nobeno korist nikomor, posebej v Sloveniji, kjer v resnici dejansko nudimo vse, kar trenutno medicina, kar se tiče porodništva, lahko nudi na nivoju, in to je tista ena prednost javnega, ker nimamo potrebe prodajati neke stvari zato, da bomo mi naš poslovni izkaz izboljšali. Ker to je nujno zlo pač kapitalizma, ker če imaš ti zdaj neko svoje podjetje, jaz razumem, na koncu koncev je poslovni izkaz tudi zelo pomembna zgodba. Sej nočem reči, da v javnem sektorju ni, ampak to ni prva stvar. Ko se mi moramo prodajati, potem hočeš, nočeš, malo spustiš svoje etične, moralne standarde in kakšno stvar prodaš tudi, če ni potrebna. In to se zdaj že malo kaže in potrebno pa ni. Dejansko vsi te presejalni testi so na voljo in so umirjeni na ta način. Res smo se potrudili, da smo spravili čez zavarovalnico vse potrebne stvari v zadnjih parih letih, tudi presejanje za Downov sindrom in podobne zadeve, vključno z enim osnovnim NIPT testom iz krvi, kjer v resnici je na voljo za vse s plačilom pač zavarovalnice in ni neke potrebe, da komu karkoli manjka. Seveda je pa veliko manipulacije, je pa možna. In to tudi nas malo... to nas malo boli. Razumem, mislim, škoda nam je neko nosečnico prepričati v neki, je precej lahka zgodba. Kar se pa morale tiče, smo pa na zelo spolzkih tleh. Poglejva še malo čustveni vidik poroda. Zelo veliko verjetno porodnic pride v porodno sobo s partnerjem, mamo, prijateljico. Je to absolutno postalo nekaj povsem logičnega, normalnega? Ja, tako je. Mislim, jaz sem v to vedno verjel. Seveda je trajalo kar nekaj časa, da smo toliko odprli mogoče vse te stvari. Dobro, zmeri malo trčaš med neke medicinske zahteve, neke strahovi so za omejevanje okužb in določenih zadev, ampak načelno vsi zdaj več ali manj verjamemo, da je porod en tak dogodek, ki je začetek življenja, ki pomeni, da želiš tudi tega, ki se rodi, umestiti v nek prostor, neko skupnost, v neko družino, v osnovno celico, kakršnakoli že je. Ni namen, da zdaj sodim, kdo kako živi ali ne živi. Želimo pa jim omogočati ta začetek v skladu s tistimi prepričanji in najlažje to dosežemo tako, da seveda spremlja tako porodnico tisti, za katerega si porodnica želi, da jo spremlja. Tako da mi smo tukaj, kolikor smo le mogli, odprli, da pač pride več ljudi tudi. Tudi strašno si želimo, da se nam končno ta, bi rekel, pritličje avla zrihta v tem kontekstu, da je možno malo več druženja tukaj. To je na koncu le nek tak dogodek, ki je prav, da ga neka družina v bistvu obeleži. Tudi na tak način, da pač pride in ima nek spomin. Kaj pa mislite kako gledate na doule, ki so nemedicinske strokovnjakinje, nudijo neprekinjeno čustveno, fizično podporo porodnici v času poroda? Pridejo porodnice tudi z doulami k vam? Tudi pridejo, ja. Tudi to zgodbo smo, mislim, da smo bili kar zgodaj, smo pač sodelovali z njimi in odprli ta prostor. V zadnjem času smo imeli en tak mal grenak včasih priokus, ker to je en tak, doula je seveda v teoriji zelo v redu zgodba,
V praksi pa nekje včasih nismo imeli občutka, kdo zdaj je sploh dula in kdo lahko je dula in ni dula. Ne? Ker na koncev to ni neka homogena skupina, ki bi imela neke uradne akreditacije ali karkoli. V teoriji se lahko praktično vsak deklarira za dulo. Ne? Tako da smo se tega lotili zdaj nekako na dva načina. Ena je ta, da skušamo sami velik del tega čustvenega suporta, kolikor se le da, ne, tudi ta instrument oziroma institut pogovor z babico in te stvari, ki želimo še malo krepiti, ne, da je več dostopnosti, ne. Ker babica je na koncu le profesionalka, ima neko akreditacijo za te stvari, ne, lahko lažje nadziramo, da je ta zgodba res taka, kot mora biti. Ne. In po drugi strani pa nismo zdaj hoteli nekako čisto omejiti v to zgodbo, tako da smo zdaj dulo nekako vsaj pri nas dali v to kategorijo spremljevalcev porodnice. Če ta porodnica to dulo začuti tako, kot je prav, nimamo nič proti, da je zraven. Seveda si pa ne želimo, da je to sam nek poslovni model. Ne? Sej to sem jaz že malo o tem pisal in razlagal. Vsekakor ne bi želel nikomor krniti pravice do podjetništva in tako naprej, ampak možnost manipulacije je relativno velika. Ne? Tudi z tega naslova. Ne? In vsekakor pa je prav, da ima porodnica pri sebi človeka, ki mu zaupa. Mi si želimo zato, da je to partner, da je to še nožji družinski član. Tudi na koncu, da sistem ponudi malo več od tega, mogoče več možnosti kontakta čist profesionalnih oseb. In na koncu tudi nekatere dule so dejansko tudi povezane, organizirane in dejansko zelo dobre, ampak je pa področje precej sivo in težko čisto vplivam. Tako, kot imamo veliko področij v Sloveniji, se veste, psihoterapija, četrt polna enih zgodb, ki so neki posamezniki znotraj odlični, ampak možnost zlorab je pa spet velika in to je tudi ena skupina ljudi, kot so nosečnice, kjer si res ne zaslužijo in ne želimo, da bi bile žrtev neke pač take finančne manipulacije. Absolutno. Za konec, če bi lahko nosečnicam pred porodom dali kakšno ključno sporočilo, kakšen nasvet, s kako psihično pripravljenosti naj vstopijo v porodnišnico Ljubljana, kaj bi to bil? Predvsem zaupanje. Ne? Zdaj porodnišnica Ljubljana mogoče je bila v preteklosti tudi kakšnih kritik deležna, kar je sicer prav, ne? Se kritike more biti. Mogoče tudi kakšne neupravičene, se mi zdi, da z pretiranimi zgodbami, ki ne slonijo čisto na resničnosti, v bistvu ustvarjamo nek strah. Tisto, kar si jaz želim za nosečnico, da pride z nekim zaupanjem. Ne? In da skušamo v bistvu tudi morebitne, bi rekel, nevednosti, nesoglasja v nekem takem duhu razjasniti, ker to je v bistvu en tak zelo pomemben pogoj, da se ti v redu počutiš med porodom in da tudi porod se dobro spelje, če je to zaupanje pač ustvarjeno. In mislim, da da ves ta čas, kar sem jaz predstojnik, pa še prej, v bistvu kar intenzivno delamo na tem, da čim več instrumentov omogočimo, da bi lahko nekako ustvarjali to zaupanje tudi tam, kjer mogoče ni. Tako da mislim, da to je ena izmed ključnih stvari, ker če je nekoga strah, še preden vstopi v to ustanovo, seveda je verjetnost ali pa možnost nekih, bi rekel, slabih občutkov ali pa celo čist slabih izhodov bistveno večja, kot če smo mi ustvarjali to okolje varnosti in zaupanja vsi skupaj, tako kot mora biti. Najlepša hvala. Veliko zdravih otrok, zdravih nosečnic vam želim, zdravih porodnic.
Hvala tudi vam, da ste bili z nama. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.